Če se hočeš spoprijeti v težki kategoriji, je kar handicap, če ne nosiš katero od teh oznak. Še bolje pa če katero od teh. Tako da, če hočeš konkurirati v segmentu premijskih SUV-jev, potem tile dve oznaki ne pomagata kaj dosti. Ljudski avto. Čeprav glede na ceno skoraj 100 € ostane, na njem ni kaj dosti ljudskega, bodo morali spremeniti oznako v EV, Elite Wagen. Tole je novi Volkswagen Touareg. Spodaj je enaka arhitektura kot v Bentaigi, Urusu, Q7 in Cayenne. Torej je kljub znački zelo premijski. In če vprašate mene, tudi bolje zgleda kot praktično vsi tisti našteti. V primerjavi s prejšnjim Touaregom je izgubil 106 kg, je pa malce daljši, malce širši in malce nižji. In tule zadaj je 113 litrov več prostora, skupno kar nevrednih 810 litrov. S takšnim izgledom in opremo Airline torej sigurno obrača glave. Ampak še bolj pomembno je tisto, kar je tamle spredaj. Evo, ena najbolj futurističnih kabin na trgu. Redko kdaj se v avtu počutim tako posebno, kot se ravno tule. In to je predvsem zaradi tega, pazite, 15-palčnega zaslona na dotik. Moj laptop ima samo 13 palcev in večjega ima menda samo še Tesla, pa še to samo za 2 palca, ampak tisti je postavljen v totalno skubljeno kabino, tale pa sredi poštene in zelo nemško oblikovane armaturke. Vse je zelo visoko, kar je super, in sedi se ne tako visoko kot na primer v kakšnem X5. Vsaj občutka nimate takšnega, ker vas armatura veliko bolj objame. Volan so vzeli iz Volkswagen Up, kar je v bistvu škoda, ker ne paše v tole okolje, in tudi plastika ni povsod tako fancy, kot izgleda celota. Ampak potem bi bil že res preveč dober in Audi ne bi imel česa več prodajati. Zaslon je podobno odziven kot boljše tablice, pogrešam edino fizična stikala za klimo, kjer je sicer treba vse skupaj upravljati takole. So pa vsaj dali pošten kolešček za nastavljene glasnosti, čeprav ga vsakič nehote pritisnem navznoter in potem v bistvu utišam radio. Potem je tukaj še en zaslon, ta je vzet kar iz Audio, ampak je manj prirezan in deluje malce hecno, preveč kvadratno. Je pa zato vmesnik zelo moderen in tukaj imam celo termalno kamero, da boste po noči videli vse srne ali pa prodajalke jagod, ki se skrivajo ob cesti. Na cesti je vse skupaj zelo audijevsko. Od motorja, menjalnika, lahko ima enako zračno vzmetenje in talega ima, zato se čez luknje pelje enako krasno kot vsi bratranci. V ravni črti je tako spokojen, da bi najraje zadremal. Zvočna izolacija je krasna, motorja praktično ne slišite, sploh če poslušate radio. Ta 3-litrski turbodizel V6 smo dodobra preizkusili tako v Q8, kot tudi v A6, A7, A8 in se seveda odlično obnese tudi v Touaregu. 600 Nm navora in 286 konjičkov brez težav premika sicer več kot 2 toni, ampak je še vedno 150 kg lažji kot na primer Q8, zato do 100 rabi 2 desetinki manj, 6,1 sekunde, pije pa podobno, okrog 9 litrov. V ožjih prostorih pa deluje bolj štorasto. Občutek imam, da 4-kolesno krmiljenje pri Audijih bolj obrne zadnji 2 kolesi. Tudi občutek na volanu ni na tako dobrem nivoju, kot bi si želel, za kar bo večini voznikov najbrž vseeno, ampak se tukaj kljub enakim elektronskim sistemom vseeno čuti, kjer je hišna konkurenca v praksi še vedno boljša. Je pa vseeno hvalevredno, kako učinkovito se takšen 2 toni težak kolos obnaša na cesti. Zelo dobro, jasno. In tukaj se vidi največji korak naprej, če se bo le vozil po običajnih cestah. Po drugi strani to seveda pomeni, da je zdaj manj zmogljiv na terenu, zapore zadnjega diferenciala ni več, ampak očitno tipični vozniki tega nikoli niso niti potrebovali. Pri Volkswagenu so se ta model očitno odločili spraviti na najvišji nivo. Z udobjem in tehnološko naprednostjo brez težav konkurira vsem, samo z motorno ponudbo še ne, ker najmočnejši motorji še pridejo. Samo 2 dizla sta, ampak tega najmočnejšega brez oklevanja takoj priporočim, ker je odličen.
Najbolj napreden Volkswagen do danes je seveda tudi drag, ampak za kar nekaj tisočakov manj ponuja praktično vse, kar ponujajo tisti premiumi. Vidite, torej mu samo malce manj ljudska značka manjka, pa bi bil perfekten.